Živijo, moje ime je Marička, sem osebna trenerka, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes sem za vas pripravila trening za celo telo po sistemu HIIT. Vse, kar si moraš danes zagotoviti, je le malček več prostora in seveda podlago. In ne pozabi na stekleničko vode. Preden pa, da se pomaknemo na trening, ne pozabiti napraviti ogrevanje, podariti video like in če si nov in če si še nisi subscribal na moj kanal, naredi to zdaj. Sedaj pa nič več čakati, gremo telovati. Trening bo potekal intervalno v 3 sklopih. V vsakem sklopu bodo 4 vaje, ki si bodo sledile ena za drugo brez premora. Med seti pa so predvideni 30-sekundni premori. Prvo vajo, ki jo bomo napravili, je počep in se kar pripravimo v razkorak, ramena potisnemo nazaj, lopatice naprej, zravnamo hrbtenico in stisnemo trebušne mišice. Pri izvedbi potisnemo medenico nazaj, spustimo telo v počep in si napolnimo pljuča, ampak držimo trebušne mišice napete. V fazi dviga izdihnemo in težo potisnemo na pete. Pazite, da kolena pri spustu ne prečkajo linije kolena prsti in da pri dvigu ne zaklepate oziroma ne potiskate kolen do konca, mišice morajo ves čas ostati napete. Ne spreminjamo pozicijo položaja, se sledi vaja krci lunge, križni izpadni korak nazaj. Nogo, ki jo ponesemo diagonalno, se križa za prednjo nogo. Pri vaji pazimo na ravnotežje in da kolena ostajajo poravnana s stopalom. Križanje nog izvajamo izmenično, hkrati pa vzdržujemo enakomeren tempo. Sledi vaja polovični vojaški poskok, za razliko od polnega se bomo spustili le v plank in se poskokom naprej dvignili samo v stoječ položaj brez poskoka. Pazite, da se osredotočite na pravilno izvedbo, vaja, pri kateri boste izgradili moč in vzdržljivost. Če vam ta polovična izvedba ne povzroča težav, jo napravite v polni različici. Sledi še zadnja vaja, sedaj se spustimo na tla v položaj visokega plenka. Noge postavimo v širok razkorak za boljše ravnotežje. Telo bomo izmenično dvigovali in spuščali na komolce. Pri vaji naj bodo trebušne mišice ves čas napete in hrbtenica zravnana. Pazite, da bokov ne spustite prenizko ali dvignete previsoko. Dihanje naj bo kontrolirano in skladno z gibanjem. Prvi set je za nami, sedaj sledi 30-sekundni premor, ne pozabite ta čas izkoristiti za požirek vode. Sedaj smo se seznanili z vajami v prvem sklopu in te bomo ponovili še v 2 setih. Ponovno se pripravimo za počep. Res bodite pozorni, da spustite rit nazaj in držite trebušne mišice napete. Pazite, da kolena ostajajo ves čas poravnana s stopalom, vajo naj v celoti opravijo samo noge. Ne pozabite na dihanje, v fazi spusta vdih, pri dvigu nazaj pa sledi izdih. Vaja, ki je nedvomno ne smemo izpustiti, ko želimo izgraditi močne noge. Sledi vaja krci lunge, pri kateri nogo križno ponesemo nazaj v izpadni korak. Pazimo, da s kolenom ne odbijamo v tal, nikar ne hitimo, počasi spustimo in dvignemo s peto prednje noge nazaj v začetni položaj in zamenjamo na drugo stran. Pazimo na pravilno dihanje, vdih, ko nogo križno spustimo nazaj in izdih, ko se vrnemo nazaj v začetni položaj. Sledi že tretja vaja našega drugega seta, polovični burpee. Telo spustimo v počep, roke položimo na tla in z nogami odskočimo nazaj v plank, pri tem pa stisnemo trebušne mišice. Obrnemo gibanje, odskok nazaj v počep in hitri dvig v začetni položaj. Hitro se spustimo na tla v položaj visokega plenka. Dlani položimo neposredno pod ramena, noga pa postavimo v širok razkorak, na kar sledi spust na komolce in dvig nazaj.
Da je vaja še malce zahtevna, naj bo spust in dvig vedno z drugo roko. Trebušne mišice imejte ves čas napete, telo mora tvoriti ravno linijo od ramen do stopal. Ne pozabite na dihanje. Sedaj sledi premor, kar pa pomeni, da je pred nami še zadnji set prvega sklopa. Ne pozabiti piti vode in se po pavzi pripraviti ponovno za počep. Počep je nedvomno vaja, ki se uporablja dnevno pri vsakodnevnih aktivnostih, ampak ga večina izvaja nepravilno, kar pa je tudi razlog za bolečine v križu. To pa preprečimo tako, da se osredotočimo na pravilno izvedbo. Ne pozabite ramen potisniti nazaj, lopatice rahlo naprej, stisniti trebušnih mišic in noge držati pri spustu in dvigu v liniji stopal. Glava pa naj bo kot podaljšek hrbtenice. Pri dvigu naj svoje delo opravijo noge, hrbtenica pa mora ostati ves čas ravnana. Ne spreminjamo položaja nog, še vedno ohranjamo zravnano držo, sledi vaja krci lunge, pri vaji nogo ponesemo križno nazaj in spustimo koleno proti tlom. Pri vaji stisnemo trebušne mišice in potisnemo boke nazaj, trup pa držimo zravnan. Pazimo, da ne odbijamo s kolenom od tal in da pri dvigu nazaj uporabimo prednjo nogo. Gibanje naj bo kontrolirano in pravilno. Ponovno se pripravimo za našega polovičnega burpeja, vajo poskušamo zdaj delati že hitreje in vzdrževati enakomeren tempo. Pri vaji res stisnite trebušne mišice, ko se spustite v plank in nazaj. Bodite pozorni na pravilno dihanje, nikar ne zadržujte diha, izdih sledi v fazi, ko se iz planka vračate nazaj v stoječ položaj. Ne odnehamo, če je težko, samo prilagodimo tempo. Še zadnjič se spustimo v plank, noge postavimo v širok razkorak, roke pa neposredno pod ramena. Ponovno smo pozorni na napete trebušne mišice in zravnano hrbtenico. Vaja bo zahtevala več dinamike, naj bo čim manj vrtenja v bokih. Razmišljajte, ko izvajate vajo in se osredotočajte na stiskanje mišic. Prvi sklop je za nami, odlična družba, sedaj smo dobro pognali kri po žilah. Ne pozabiti piti vode in se pripravimo kar za drugi sklop. Po pauzi se pripravimo za našo prvo vajo jumping jack ali poskočni janez. Roke držite sproščeno v telesu, noge postavite v ozek razkorak in vzdržujte vzravnano držo. Med izvedbo naj bodo kolena ves čas rahlo pokrčena in trebušne mišice ves čas napete. Pri zamahu naj se roke srečajo na vrhu in pri spustu udarijo ob bok. S stopali pristajate mehko. Vajo izvajate z enakomernim ritmom, pri tem pa pazite na dihanje. Vdih, ko zamahnete z rokami nad glavo in izdih, ko udarite ob bok. Sledi že druga vaja, izpadni korak naprej in nazaj. Najprej bomo to napravili z eno nogo, potem pa še z drugo. Ponovno smo pozorni na vzravnano držo. Ramena potisnemo nazaj, lopatice potisnemo rahlo naprej, hrbtenico držimo zravnano in stisnemo trebušne mišice. Pazite, da počasi in kontrolirano spustite koleno proti tlom in da s kolenom ne odbijate od tal. Pri dvigu nazaj potisnite težo na pete in nikar ne uporabljajte zagona. Samo zamenjamo nogo in nadaljujemo brez pauze. Pri spustu uporabimo vdih in pri dvigu izdih in tako dodatno proizvedemo moč in olajšamo dvig in hkrati stisnemo trebušne mišice. Pazite, da noga ostaja ves čas poravnana s stopalom in da res pri dvigu pritisnete na peto. Sledi še četrta vaja, plezalec. Spustimo se na tla v položaj visokega plenka. Roke držimo neposredno pod rameni in stisnemo trebušne mišice, ter tako vzdržujemo držo ves čas.
Najprej k prsnemu košu ponesemo eno nogo, nato pa še drugo. Zamenjava nog naj bo hitra, ampak še vedno je bolj pomembna pravilna izvedba kot pa hitrost. Vedno dajte prednost kvaliteti pred kvantiteto. Osredotočite se tudi na stiskanje trebušnih mišic. Sedaj smo se seznanili z vajami v drugem sklopu. V drugem setu lahko nedvomno pospešimo tempo, vendar pazimo na pravilno izvedbo. Po pavzi se lahko ponovno pripravimo za vajo jumping jack ali našega poskočnega Janeza. Jumping jack je super vaja za kardiovaskularno vzdržljivost. Pri vaji pazite, da so trebušne mišice ves čas napete in hrbtenica zravnana. Pri skakanju pristajate mehko in nadaljujte z enakomernim ritmom in dihanjem. Počasi stopnjujte tempo, vendar ga vzdržujte do konca. Hitro se pripravimo za izpadni korak naprej in nazaj. Predlagam, da začnete najprej z šibkejšo nogo in potem nadaljujete z močnejšo. To ste pri prvem setu opazili tako, da ste z eno nogo delali lažje kot z drugo. Roke za boljše ravnotežje položite na bok in nadaljujte s korakom naprej in nazaj. Dih sledi, ko se spustite proti tlom, in izdih, ko se dvignete nazaj v začetni položaj. Hitro zamenjamo nogo in nadaljujemo z isto dinamiko gibanja. Težo pri dvigu potisnite na pete in začutite pekočo bolečino na stegenskih mišicah. Nikar ne uporabljajte odriva, naj bo vsaka mišica v telesu pripravljena in se tako izogibajte poplesavanju telesa. Naj vas potolažim, napravili smo že natanko polovico našega treninga, dajmo zdržati še drugo tako odlično, kot smo prvo. Sledi še zadnja vaja drugega seta, plezalec. Hitro se spustimo na tla v položaj visokega plenka. Slovenci smo znani predvsem po tem, da radi hodimo v planine, zakaj ga ne bi uporabili tudi večkrat pri treningih. Naj bodo mišice res napete, pospešite tempo, ampak vzdržujte pravilno držo. Nikar ne zadržujte diha, dihajte skladno z gibanjem. Še malo in konec. Sledi zaslužena pavza, nikar ne pozabite piti vode, do konca nas loči še zadnji set, last set, smo pripravljeni, pa se ponovno pripravimo za našega poskočnega Janezka. Vaja, s katero boste nedvomno pognali kri po žilah in aktivirali vsako mišico v vašem telesu. S to vajo boste nedvomno izboljšali tudi kardiovaskularno zmogljivost. Zamahnite z rokami nad glavo, dlani naj se srečajo z dotikom in zamah nazaj proti boku. Pristajate mehko in nikar ne udarjajte stopali ob tla, saj boste s tem le napravili več škode za kolena kot koristi. Sedaj morate nedvomno povečati hitrost in vzdrževati enakomeren ritem. Hitro se pripravimo za vajo izpadni korak naprej in nazaj. Sedaj že veste, da je lažje pričeti s šibkejšo nogo in nato nadaljevati z močnejšo. Pazite, da pri spustu ne potiskate kolena prej in ne odbijate z njim ob tla, ter da pri dvigu uporabite peto prednje noge. Hitro zamenjamo nogo in sledimo enakomernemu ritmu. Pazimo, da je telo mirno in da nam ne poplesava zaradi nenadne izgube ravnotežja. Pomembno je, da držite napete trebušne mišice in skladno dihanje. Vdih, ko se spustite s kolenom proti tlom, in izdih, ko se dvignete nazaj. Hkrati pa vzdržujte vzravnano držo.
Pred nami je še zadnja vaja drugega sklopa, naš plezalec. Hitro se spustimo na tla v položaj visokega plenka, pogled usmerite pred sebe, nikar se ne gledate v stopala, ker boste avtomatsko dvignili zadnjico previsoko in razbremenili trebušne mišice. Gibanje mora biti enakomerno in pravilno, še enkrat, hitrost ni pogoj, če tehnika ni izpopolnjena. Dajmo še zdržati 3, 2, 1 in drugi sklop je končan. Dajte si zaploskati, napravili ste že drugi sklop, pred nami je še zadnji, odločilni, dajmo stisniti in dati vse od sebe. Prvo vajo, ki jo bomo napravili, je precej podobna jumping jacku, vendar z dodatkom počepa. Pa se kar pripravimo za našega squat jacka. Sledimo podobnemu vzorcu gibanja kot pri jumping jacku, vendar se v drugi fazi spustimo v ozek počep in dotaknemo stopal. Vajo izvajajte počasi in kontrolirano. Zadnjico potisnite nazaj, stisnite trebušne mišice, da lahko dosežete s konicami prstov tal. Res pazite, da ne izgubite ravnotežja in se fokusirate na enakomerno gibanje in stisk mišic. Pri vaji ni toliko pomembna hitrost, ampak dinamika giba. Sledi že druga vaja, plavalec. Hitro se spustimo na tla, ležemo na trebuh in se pripravimo v položaj supermana. Iztegnite roke in noge in jih rahlo dvignite od tal. Vrat pa držite nevtralno in sicer sproščen. Najprej dvignite eno roko in nasprotno nogo, nato spustite in hitro ponovite še z drugo stranjo. Zamenjava oziroma ritem gibanja naj bo hiter. Stisnite bok in trebušnje ob tla, delo pa naj opravljajo samo noge in roke. Brez premora se hitro obrnemo na hrbet in se pripravimo za kolesarja. Pokrčimo kolena in jih dvignemo neposredno nad medenico. Roke položimo za glav, komolci pa ostajajo razprti. Sledi dotik komolca z nasprotnim kolenom. Pri dotiku stisnite trebušne mišice in pazite, da hrbet ne odlepite od tal. Pred nami je še četrta vaja, drsalec. Hitro se dvignemo v stoječ položaj, nogo bomo križno prenašali nazaj, podobno kot pri krci lungeu, le da bo tu prisoten še odskok. Telo nagnemo rahlo naprej, medenico potisnemo nazaj, ko z nogo potujemo križno nazaj. Hitro obrnemo potep gibanja, nazaj v odskok, na drugo stran in križanje z nasprotno nogo. Vdih sledi v fazi spusta in izdih pri odskoku. Pri vaji stiskajte trebušne mišice. Sledi 30-sekundni premor, zanimiv niz vaj, pri katerih se v imenu pojavi specifičen šport. Skratka, ne pozabite piti vode. Po pauzi se ponovno pripravimo za vajo squat jack, torej jumping jack v kombinaciji s počepom. Sedaj moramo nedvomno pospešiti tempo, do konca nas ločita samo še 2 seta. Ko zamahnemo z rokami proti stropu in se z dlanmi srečamo na vrhu, sledi druga faza, spust v počep in dotik stopal. Pazimo na enakomerno dihanje in ne hitimo, da ne izgubimo ravnotežja. Vaje, ki vključujejo skakanje, so nedvomno dobre za vzdržljivost in naj bodo čim več prisotne v vaših programih. Pri vaji pazimo na vzravnano držo, torej ramena držimo nazaj, hrbtenica mora biti ves čas zravnana, trebušne mišice pa napete. Hitro ležemo na tla in se pripravimo za našega plavalca, pazimo, da naš plavalec ne izgleda kot utopljenec, boke in trebušne mišice stiskamo ob tla, pazimo, da rok in nog ne odlagamo na tla, ampak jih ves čas držimo dvignjene od tal. Pri tej vaji boste nedvomno čutili delo ritnih mišic in mišic med lopaticami. Sledi tretja vaja, kolesar, hitro se obrnemo na hrbet. Pazimo, da držimo vrat sproščen in da z rokami ne potiskamo glave naprej, ampak da dlani počivajo samo na glavi. Komolce držite razprte, pri dvigu naj se odlepi od tal samo zgornji del hrbta. Medtem ko komolec potuje proti nasprotnemu kolenu, hkrati stisnite trebušne mišice. Osredotočite se na pravilno izvedbo, krčenje in raztezanje trebušnih mišic.
Smo že pri 4. vaji, dvignimo se v stoječi položaj in se pripravimo za našega drsalca. Ponovno smo pozorni, da pristajamo mehko in da s kolenom ne odbijamo od tal. Nikar se ne nagibajte preveč naprej, ampak potisnite zadnjico nazaj. Dvig naj v celoti upravi sprednja noga pete. Še malo, dajmo še držati, super vam gre. Odlično, res super, pred nami je še zadnji odločilni set, dajmo stisniti zobe in zdržati do konca še natanko 2 minuti, sedaj ni več popuščanja, vsako vajo je potrebno napraviti maksimalno, pa se kar pripravimo za našega squat jacka. Naj bo tempo naše vaje nekoliko bolj hiter, skladen z ritmom gibanja, pri tem pa pazimo na naše ravnotežje. Ne popuščamo, hitro zamahnemo z rokami in se spustimo dol v počep. Pozorni smo hkrati na dihanje, vdih sledi, ko se spustimo v počep in izdih v fazi dviga. Ne odnehamo, držimo, sedaj moramo čutiti napetost in pekočo bolečino v mišicah. Bolečina pa, kot vemo, je le šibkost, ki zapušča telo. Hitro se spustimo na tla, ležemo na trebuh in se pripravimo za plavalca. Boke in trebuh potisnemo ob tla. Pri izmenjavi rok in nog ne odlagamo na tla, ampak ostajajo rahlo na tlemi. Osredotočimo se na stiskanje mišic med lopaticami in ritnih mišic. Plavajte kot za zlato odličje. Dajmo držati, gremo! Do konca nas ločita samo še 2 vaji, hitro se obrnemo na hrbet in pripravimo za kolesarja. Naj bo naš kolesar čim hitrejši, hkrati pa pazimo, da se spodnji del hrbta ne odlepi od tal. Izdihnemo, ko s komolcem sežemo proti nasprotnemu kolenu, res se osredotočimo na krčenje in raztezanje stranskih trebušnih mišic. Sledi še zadnja vaja, res zadnja vaja našega treninga. Hitro se dvignemo in pripravimo za drsalca. Dajmo pospešiti tempo in narediti trening epski. Pazimo na dihanje, ter da delo res opravljajo samo noge. Še malo, dajmo zdržati, še zadnjih 10 sekund. Do konca nas loči samo še 5 sekund, 3, 2, 1... In naš trening je s tem tudi končan. To je to, upam, da ste uživali pri izvedbi treninga, sedaj sledi raztezanja. Če so vam takšne oblike treninga všeč in če bi si jih v bodoče želeli videti še več, pa mi dajte pisati spodaj v komentarju. Še vedno ni prepozno, če želiš napraviti enkratno preobrazbo. Skupaj v sodelovanju z Vdih tovarno smo namreč za vas pripravili najboljši dovršen trening program za doma, imenovan Fit Transformer. Vse, kar moraš storiti, je le poiskati povezavo spodaj v opisu in začeti svojo transformacijo. Ne pozabi podariti video like, se subscribati na moj kanal, da ne zamudiš bodočih vsebin. In to je to, in se vidimo naslednjič. Čau!